vzpostavljamo ugodna čustvena stanja, je več načinov. Tukaj je zdaj ene par načinov izbira, so še tudi seveda tudi drugi, če poznate EFT, recimo Emotional Freedom Technique, ali pa EMDR, to je tehnika za gibanje oči, potem so še druge skratka, ampak zdaj mogoče bi se sam na te, ki jih v NLP obravnavamo, se pravi izbira ustreznega zaznavnega položaja. Ko se jaz dobro počutim, je fajn, da sem jaz takrat v asociiranem položaju. Takrat bom jaz doživljala tisto ugodno počutje in vse dobre stvari. In kadar mi pa ni dobro, kadar so pa situacije kritične, je pa fajn, če se jaz disociram. Disocirati se lahko tako, da malo v stran stopim, lahko da samo v mislih, da se malo premaknem, da pogledam z neke druge distance. In potem pa tudi z metaprograma, to je pa tisto, da vidim celo sliko. Skratka, to so te položaji in ko menjamo mi te položaje, potem mi lahko lažje komuniciramo, sprejemamo tiste stvari, ki so nam ljubše, jih bolj doživljamo, tisti, ki pa nam niso, jih pa samo kot informacijo sprejmemo, da nam kasneje potem pridejo prav, ko pridemo drugič ponovno v podobno situacijo. Vizualizacija je fajn, da delamo zato, ker delamo neke filme, to, kar mi v mislih ponavljamo, se nam potem, veste, če bomo večkrat to ponavljali, se nam bo dejansko tudi zgodilo. In zato je vizualizacijo fino trenirati v mislih te filmčke ali pa jih dejansko tudi lahko naredimo sami, če smo malo spretni računalniško. In sami sebe postavimo v tako vlogo, ki jo želimo, da bi v njej bili na zdravje. Notranje dialogi, kot sem že rekla, mi vedno komuniciramo, ampak ne samo drug s drugim, ampak mi imamo stalno notranje dialoge. Sami s seboj komuniciramo, se spogajamo, se odločamo. Največ komunikacije poteka na tem nivoju. Tako da, in tudi sidranje. Sidra so pa neke običajno prek videa, vizualnih, aditivnih, kinestetičnih zaznav, skratka, beseda, gib, zvok, karkoli, od malega imamo mi naložene sidra. Sam se običajno tega ne zavedamo in drugi pritiskajo na ta naša sidra. Zdaj, če imamo dosti negativnih sidr naloženih, potem bojo drugi velikrat pritiskali na naša negativna sidra, na te gumbke. Če imamo pozitivnih, pač na pozitivne, ampak je fajn, da jih mi ozavestimo, katere so naša sidra, da jih znamo tudi sami naložiti, ali prekriti, ali nanizati in potem sami upravljati z njimi. In s tem se bomo danes ukvarjali, malo bolj intenzivno. Ukvarjali se bomo tudi preokvirjanje omejujočih prepričanj, to ne bomo danes delali. NLP ima par čudovitih tehnik za to področje. Sprememba podmodalnosti tudi, da drugače osvetlimo določene problemske ali kakšne koli druge situacije. Potem so tukaj še proces modeliranja, samomodeliranja in tudi coaching. To sem zraven vključila, to raziskavo finsko, kar